Dober dan, moje ime je Jože in v tem trenutku se pogovarjam z vami. No, pa šala na stran. Tukaj sem, da bi vam povedal nekaj malega o virusu HPV, humanem papiloma virusu. O njem govorim kot o enem virusu, dejansko pa gre za več kot 150 različnih sevov virusov iz družine papiloma virusov. Ti pri človeku povzročajo produktivne okužbe v keratinocitih kože in sluznic. Nič ne štekamo, a ne? No, gremo naprej, malo bolj simpel. Dejstvo je, da bo z virusom HPV vsaj enkrat v življenju okuženih več kot 80% moških in žensk. V 90% sicer okužba sama od sebe izzveni v 2 letih, v ostalih primerih pa se virus v telesu potuhne in začne počasi delati škodo v sluzničnih in kožnih celicah. In kako ga dobimo? Prenaša se, kot se to za spolno prenosljive bolezni spodobi, s spolnimi stiki. Raznimi. Vse variante, ki vam pridejo na misel, štejejo. Ja, tudi ta. Tudi ta. Ja, tudi. Seveda, absolutno vse. Če sem rekel vse, vse. No, pa pustimo zdaj to. Zakaj vam to pripovedujem? Zato, ker je humani papiloma virus povzročitelj raka na materničnem vratu, ki je drugi najpogostejši rak med ženskami do 45. leta. Gotovo veste, da kajenje povzroča raka. No, povezava med HPV-jem in rakom materničnega vratu je kar 400-krat večja kot med kajenjem in rakom pljuč. Na svetu vsako leto zboli več kot 500 tisoč žensk in 270 tisočih letno zaradi tega raka umre. Če to prenesemo na Slovenijo, pomeni, da za rakom materničnega vratu v Sloveniji vsako leto zboli 130 žensk. Od tega jih četrtina zaradi tega raka tudi umre. To je skoraj cela zbornica učiteljic, ali pa še hujš, to je en malo manjši avtobus hudih bejb. Vendar pa to še ni vse. Če pokličete v naslednjih 10... Vendar pa HPV ne ogroža samo žensk. Visoko rizični HPV, predvsem genotipa označena številkama 16 in 18, poleg 99% raka materničnega vratu povzroča tudi več kot 80% rakov anusa in 40 do 60% rakov penisa, vulve in vagine. Vsekakor pa tudi nizkorizični HPV, predvsem genotipa 6 in 11, ni od muh. Zaradi njega sicer ljudje ne umirajo, povzroča pa 90% genitalnih bradavic, ki sicer niso nevarne, so pa zelo nadležne, trdovratne in se rade ponavljajo. In kaj zdaj? V jok in na drevo, pa lego kocke s sabo. No, tako hudo vse ni. Za preprečevanje okužbe s HPV-jem si lahko pomagamo z ABC načeli. A kot abstinenca ali odlaganje prvega spolnega odnosa na čim kasnejši čas. Ja. Gremo dalje. B kot be faithful ali zvestoba enemu spolnemu partnerju pod pogojem, da je tudi on zvest samo vam. To je že lažje. In C kot condom oziroma kondom, ki ga je potrebno uporabljati pravilno in dosledno. Treba pa je poudariti, da kondom ne prepreči povsem okužbe s HPV-jem, ampak le zmanjša verjetnost prenosa. Obstaja pa še ena možnost. Rekli bomo možnost D, čeprav se začne na C. In sicer cepljenje. Skratka, če ponovimo, abstinenca, zvestoba in kondom. In cepljenje seveda so ukrepi, ki nas lahko obvarujejo pred neprijetnimi boleznimi spolovil in nam morebiti lahko celo rešijo življenje. Jaz sem še vedno Jože, tole pa je bilo moje malo predavanje o HPV-ju. Hvala za pozornost in nasvidenje. Ja, še to. V primeru pa, da vas zanima več o virusu HPV, ne oklevajte in stopite čim prej do svojega zdravnika. Brez skrbi, ne bo povedal mami.